In nov dan je, jaz sem se zbudil v Novem mestu spet. Zdaj je to Praga. Tukaj bom danes, pa jutr, jutr zvečer že domov. Tako da ja. In to je nek tavr, ne vem točno, kako se mu reče, moram pogledati. Pa ne vem, po čem je znan, pa tukaj je še neka opera, ali kaj je to. Praga bi tudi imela največ teh barov od vseh prestolnic, kar jih je. Pa pier naj bi bil ful pocen, naj bi bil celo tak cenejku, voda tukaj, tako da bomo to videli, če je res. Mi smo zdaj tu prišli, ko je cirko. Kaj je še kaj? Okolje pa grad. Okolje pa grad, to je cirko. Kak fun fact o tej cirkvi? No, jaz tudi ne. Zgleda lepo. To je pa to. Fun fact, glavno tiska je črno. To v bistvu ni tak cegel ali taka barva te cerkve, ampak to je v bistvu umazanija, ki se nabere na ta material. In koliko dolg je že to, kaj je tam? Ja, zelo dolg. To so vse te cerkve tako črne. Ja, potem so to kasneje zgradili. Ne, to se lih prenavlja. Samo v bistvu je fora tudi to, da če oni pucajo to umazanijo dol, da znicajo ta material. Aha. Ja, zato so te cerkve vse črne tukaj v Pragi. To pa nisem vedel. To. Zdaj tu je najtajša ulica v Pragi, ko je 50 cm široka, pa semafor imaš daj logično. Sam je taka vrsta, da se mi ne da čakati, ker je pač vse do tja zadnji. Tako da ja, ne bomo šli not. Pohval. A zdaj smo imeli projekt? Kje pa luč? Ja, ne vidim zdaj. Zdaj gremo na Charles Bridge gremo. Karlov most, evo. Po angliško Charles Bridge. Najstarejši most v Pragi. Pa kaj še? Gor so eni spomeniki, pa zlato. In tako podrgneš ta zlato in si zaželiš nekaj in če v enem letu ne poveš nobeni osebi, kaj si zaželel, se ti to izpolne. Tako da čez en let vidimo, če se bo to uresničilo. To je zdaj to, ko si lahko zaželiš nekaj. Upam, da bo to vse uresničilo. Ne smem povedati en let. To je klub, ko ima 5 nadstropij, sam je že zaprt pa je. A je? Je. Kako uganko imaš zdaj ti? Evo, imam jaz eno uganko. Poglej ta tule cirko. Ja. Kaj jo opazim? Ko opazim? Ja, da ima stolpe, pa da ima na sredini nekaj zlatega. Okej, a opaziš kakšno razliko ali? Kje je razlika? Da ni enakomerna slučajno? Ja? Da ni simetrična? Ja, tamle spodaj je okn, nižji kot tam. Pa če vidiš, je desen stolp malo višji od tega. Pa res. Je pa to visoka približno 80 glas. Ja, a to je uganka? Uganka je to, da stolp ni cerkvi simetrični. In zakaj ni? Vem, da sta bila dva brata, ampak ne znam povedati. Aha, okej. No, tole je astronomska ura in je tretja najstarejša astronomska ura na svetu in pa najstarejša astronomska ura na svetu, ko še vedno deluje.
Pa smo pa mi šli v en tak futuristic bar, bi lahko temu tako rekli, ko si kar prek tablice naročiš, kaj boš pil in pol ti robot ti sestavi pijačo oziroma naredi. Pa smo mi rata lačni in smo šli seveda jest. Šli smo v nek top na Railway restaurant. Zdaj verjetno sem narobe izgovoril to ime, ampak fora je, da tudi ne prenese natakar hrane in pijače, ampak jo dobiš prek vlakca. In pač ful zanimivo. Če je kdo v Pragi, bi definitivno priporočil, da si greste to pogledati, ker je res nek experience. In še na koncu smo šli pogledat Dancing House. V tem zdaj ne vem neki velik, vem sam, da je take oblike čudne. In vem pa, da v tem Dancing Houseu imaš rooftop bar in pa neka fancy restauracija je tudi not. Par stvari, ko si še lahko v Pragi pogledate, je Infinity Book Tower, to je tak stolp s knjigami in pa seveda Seks muzej. Ja, to je to z mojega tripa Prage. Tu sem videl, da je ful veliko tlakovcev, sploh ni navadnih pločnikov, čeprav zdaj vidim prvič navaden pločnik brez tlakovcev v celih 2 dnevih, kar je tudi neki. Pa še en fun fact, da je v vsakim baru, to je fajn svetlava, da mora v vsakim baru biti ena pijača, ko je cenejša, ko pa pier. To je kao nek zakon, tako da ja. Zdaj pa grem jaz na Flixbus, ga najdit, pa domov proti Mariboru, tako da lahko pančko na busu, upajmo. Tako da se vidimo naslednjič, ko grem kam, ali pa kaj, aj čau.